Dober dan. Dober dan. Kaj je prvi ukrep, ki ga boste uvedli, če boste imeli po volitvah dovolj politične moči? Pregledali bomo situacijo, predvsem kar se tiče varnosti in kar se tiče gospodarstva. Gospodarstveniki, podjetniki in obrtniki niso v dobrih odnosih z vlado, vi pa ste minister za gospodarstvo. Kdo ali kaj je za to po vaše najbolj odgovoren? Mislim, jaz sem za gospodarstveniki v korektnih odnosih in razumem njihovo skrb. Kdo pa je odgovoren za odnose med vlado in gospodarstveniki? Mislim, za to, da sem seveda jaz odgovoren, ampak jaz sem z gospodarstveniki zelo v dobrih odnosih in jih razumem. Ostali člani vlade pa očitno ne. Ali tudi vas motijo ostre besede in kritike Blaža Brodnjaka, tako kot premijer in Levica? Jaz nasploh želim komunicirati bolj na kulturen način, ker se da na kulturen način isto povedati, kar želiš, mogoče na manj bolj grob. Kako ocenjujete nedavni napad na Iran? Katastrofa. Bi bila velika koalicija SDS Gibanje Svoboda, če bi bila možna za Slovenijo, po vaše dobra? Če bojo volivke in volivci tako odločili, s tem jaz nam težav. Hvala vam za vprašanje, da enkrat nismo SD v tej kombinaciji. No, ampak bi bila dobra taka velika koalicija, če bi bila možna? To vas sprašujem. Težko se odločam. To vidiš po 4 letih. Veljate za politika, ki se pogovarja z vsemi in na vse strani, ampak v enem od soočenj ste na vprašanje, ali bi šli v vlado s kakšno desno-sredinsko stranko, odgovorili, da lahko date vrednote za dobro državljanov tudi na stran. Katerim vrednotam bi se v tem primeru odrekli? Mogoče je bil lapsus, mislil sem ideologijo, ampak tako kot predsednik vlade govori, da se pogovarja z vsemi po volitvam razen z Janezom Janšo, jaz delim isto mnenje. Torej se niste pripravljeni odpovedati nobenim vrednotam socialnih? Vrednotam seveda ne. Ideologiji pa ja. Mi imamo politični program, ki je skupek nekih idej, ni pa program, ki bi izsiljevali za to, da ne bi delali dobro za državo. S katerimi desno-sredinskimi strankami bi lahko bili socialni demokrati v vladi? Mislim, to je seveda odvisno od glasov, ampak mi imamo v bistvu dve desne sredinske stranke, to so Demokrati, Nova Slovenija, SDS-om pa sigurno ne. Naš vtis je, da ste v tej kampanji team player, ampak če bi bili povsem iskreni, bi na račun tako premija kot Levice verjetno povedali tudi kakšno krepko. Ni namreč skrivnost, da je imel premijer boljši odnos z Levico kot z SD-jem. Se motimo? Ne motite se, ampak jaz sem po naravi človek, ki misli, da lahko samo kot ekipa zmaga. Ne pljuvam svojih partnerjev po raznih Facebookih, ne ocenjujem jih, čeprav bi lahko nekatere stvari tudi opozoril, da niso korektni. Kaj pa vas je najbolj motilo pri premijeju in Levici? Vse to bom zadržal za sebe, ker to ni odvisno, ali bom dobil kakšne glasove ali ne. Politični konkurent na teh volitvah, ki ga najbolj cenite, je? Težko vprašanje. Jaz smatram, da so vsi politični konkurenti, ampak v politiki... Enega se izberite. Ne vem. Pretežko vprašanje. Dobro. Koliko poslancev pričakujete, ocenite realno, da bomo po volitvah lahko videli ali znate pravilno predvidevati? Zelo zadovoljen bom, če bo poslancev za dvomestna številka. Torej vsaj 10. Končajte stavek, zvestoba je zame. Zelo pomembno. Komu ali čemu pa ste najbolj zvesti? Ženi. Na katerem mestu je Slovenija na lestvici konkurenčnosti IMD? Ne vem točno. Jaz to berem, ne zapomnim si, pa vem pa, da smo padli. Ja, padli smo z 38. v 2022 na 46. mesto, kar je najslabša uvrstitev doslej. Kaj je ob tem podatku? Mislil sem, da je 43, ampak ja, jaz v bistvu take številke si jih berem, se jih ne shranjujem v... Ampak kaj je bila vaša prva misel, ko ste vedeli, da smo najslabše uvrščeni, sploh, ker ste tudi minister za gospodarstvo? Mislim, jaz sem seveda zaskrbljen. Vem tudi, kako se ta anketa dela, da eno so seveda statistični podatki, drugo je tudi ocena gospodarstva, gospodarstvenikov, posameznikov in je to skup nekih analiz, ampak ja, razumem, da je zdaj se in, geopolitična situacija, konkurenčnost Evrope, tudi nekateri ukrepi, ki smo jih v Sloveniji naredili, pa jih ne bi bilo treba, so pač rezultat 46. mesta. Kateri so te ukrepi, ki jih ne bi bilo treba v Sloveniji narediti?
Ja, glede na to, da smo imeli kar nekaj zadev, predvsem je ta socialni dialog, dogovor, predvidljivo okolje, v kakšnem okolju želi delati gospodarstvo. To se mi zdi ključno. Kako ste prišli do svoje prve nepremičnine in kakšna je bila? Moja prva nepremičnina je hiša v Radečah, ki jo še zdaj imam. Vselil sem se leta 2004 za ženo. To ste jo podedovali? Ne, to sem zgradil, tako da to je to. Dobro, verjamete v Boga? Ne, Podpirate splav? absolutno. Ali menite, da je treba vsebine vplivnežev na socialnih omrežjih regulirati enako, kot so regulirane vsebine v medijih, da so torej tudi oni za objavo svojih vsebin lahko podvrženi popravkom, odškodninskim tožbam in kazenskemu pregonu, tako kot novinarji in uredniki? Da. Končajte stavek, če bi na loteriji zadel milijone, bi? Če bi milijone zadev, iskreno, to ni zdaj floskula, kar nekaj denarja bi razdelil v humanitarne namene in nekaj bi pa seveda, tako kot ponavadi, dal otrokom. Hvala lepa. Korektno.